Kaj vse pa je šlo narobe pri 83 milijonov evrov težkem razpisu za gospodarsko prestrukturiranje premogovniških regij? Revizija Ministrstva za gospodarstvo naj bi trajala 2 meseca. Da je bilo dodeljevanje sredstev v nekaterih primerih nenavadno, pa pokaže že nekajminutno brskanje po javno dostopnih evidencah. Večmilijonski zneski so bili dodeljeni tudi podjetjem z le nekaj ali celo brez zaposlenih z nizkimi letnimi prihodki. Dobitnica sredstev je tudi nečakinja poslovneža Sandija Češka, ki naj bi investirala v razvoj inovativnih ležišč, znanje pa kupila od strica. Marko Gregorc. Minister Han je priznal, da je rezultate milijonskega natečaja pričakoval s hladno toplimi občutki. Zmeraj se veselim, ko gremo z razpisom ven, pa zmeraj me je strah, kaj vam pade. In kopico nenavadnih okostnjakov med 24 izbranimi projekti so v preteklem tednu drugega za drugim razkrivali na portalu Finance. O zmagovalcu razpisa Tadeju von Horvatu, na levi ob velenskem županu Petru Dermolu, ki je z mrežo povezanih podjetij očitno prišel do skoraj 20 milijonov evrov oziroma četrtine vseh razpisnih sredstev, smo obsežno poročali že včeraj, a socialne demokrate ob druženju njihovega župana z zmagovalcem razpisa v neroden položaj postavlja vsaj še en dobitnik razvojnih sredstev. Podjetje Bonaj se lahko nadeja več kot 1 300 000 subvencije za razvoj inteligentnih personaliziranih ležišč. Podjetje, ki se je doslej ukvarjalo le s prevozom vzmetnic, vodi nečakinja poslovneža in vidnega člana socialnih demokratov Sandija Češka. Očitno tisti, ki delijo državni denar, tudi ne pogledajo, komu dejansko delijo ta denar, kakšna je boniteta, poslovna zgodovina, ali pa imajo, kar bi bilo pa najbolj zaskrbljujoče v ozadju, kakšne druge motive. Češko je za Finance pojasnil, da bo nečakinja tehnologijo za razvoj vzmetnic odkupila od enega njegovih podjetij, kar pomeni, da bo vsaj del sredstev z razpisa posredno pristal pri njem. Minister Han dobrih odnosov s Češkom ne prikriva, a prisega, da se v razpis ni vpletal. Na prvi pogled je seveda lahko problematično, ampak pri teh razpisih je zmeraj tako, da če en naredi dober program, napiše in potem vse to izvede, tudi to ne bi smel biti problem. Problem je, če je vmes bila kakšna, kakšno podjetje zatil kakšen podatek. In to bomo zdaj ugotavljali, ali je vse v redu. Ne bo prvič, da se bo kak razpis ponovil, miri Han. Izsledke revizije, ki jo je naročil, pričakuje do konca marca. Pozorni na delitev 83 milijonov evrov bodo tudi koalicijski partnerji. Absolutno pričakujemo rezultate tega nadzora, ki je bil odrejen. Če so kakršne takšne sume, jaz tako kot vsakeč pričakujem, da bodo vse pristojne institucije takoj zazvonile z alarmi in začele preiskovati te stvari. Alarm je že zazvonil na velenski občini, kjer so za jutri sklicali obsežno novinarsko konferenco. Po naših informacijah pa vre tudi v stranki socialnih demokratov, kjer se bojijo, da se jim ponavlja afera Litijska, le da tokrat z 10-kratno magnitudo preračunano v evrih.